Posebej smo veseli, ker je to v tem okolju Maribora, kjer, kot ste že prej vedeli, je bilo omenjeno, zakaj, kakšen je vzrok temu, da so tukaj v bistvu prvič ustanovili nek klub ljubiteljev radia. Morate upoštevati, da takrat še ni bilo oddajnikov, bilo je neki heterogenski oziroma detektorski sprejemniki, ampak to je bil ta začetek in predvsem to, da je bil organiziran, ker radioamaterstvo se že zdavno prej že razvijati. Tudi v Sloveniji, v Ljubljani je dr. Osana naredil svoj prvi oddajnik, tako da bi bila krivica, če bi rekli, da je pa zdaj to 100-letnica radioamaterstva. Ne, to je 100-letnica organiziranega radioamaterstva in to je zelo pomembna razlika. In radioamaterji so obstajali že prej? Sigurno, radioamaterji so obstajali že od konca 19. stoletja, pomeni, ko se je prvič pojavila, sicer najprej v znanstvenih krogih, razprava o tej možnosti vzpostavljanja komunikacije s pomočjo radijskih valov. Potem se je to preneslo, bi rekel, na ljubiteljsko dejavnost, ker so bili zanesenjaki okoli tega. Tako sem že prej omenil, leta 1912 smo pa mi že dobili spekter frekvenc radioamaterij. To s tistim namenom so rekli, ok, vi ste entuziasti, razvijate, poglabljate znanje o tehniki, pa so nam dali frekvenčni pas, za katerega so mislili, da je neuporaben. To pomeni 1,5 mega na višje frekvence in radioamaterji smo dobili svoje kratke valove. To pa pomeni, da smo lahko zdaj vemo, vzpostavljali zveze preko celega sveta, preko vseh kontinentov in to je bilo veliko presenečenje, ko so jim začeli radioamaterji dokazovati, kaj vse možno narediti. Tudi znanstveno so pristopili k tej zadevi preučevanja ionosfere, vpliv ionosfere na širjenje radijskih valov in to je pripeljalo tako daleč, da so potem začeli te frekvence uporabljati v komercialne namene in potem so se mogli radioamaterji združevati, da smo to, bi rekel, kar smo dosegli, branili, po domače povedano, ker je potem, bi rekel, bil pritisk tako močan, da smo začeli izgubljati nekatere frekvenčne pasove. Hvala Bogu, danes še imamo te frekvenčne pasove, na katerih smo začeli še vedno v primarni uporabi. In to se nam je zdelo tukaj pomembno, da povemo tudi danes, ker radioamaterji so bili pionirji tudi pri vzpostavljanju zvez preko satelitov. In zaradi tega smo dobili to pomembno vlogo, ki nam so jo pol priznali in so nam pustili to naš hobi, da ga samostojno razvijamo. Ne samo to, še celo spodbujali so ga. Leta 1912, ko smo rekli, smo dobili ta spekter frekvenc, ampak potem je prišla vojna in lep dokaz, da smo bili še vedno, bi rekel, priznanje je to, da so Združeni narodi takoj po drugi svetovni vojni sprejeli deklaracijo, s katerim so se naslavljali na vse države, naj omogočijo razvoj radioamaterstva. Mi smo imeli takrat sicer srečo, da smo živeli takrat v nekem režimu, ki nam je za razliko od vzhodnobloških režimov oziroma vzhodnih režimov omogočil malo privilegij, da so se prvič začeli razvijati krožki, boljši dostop do tuje literature in vse to je pripomoglo temu, da smo radioamaterstvo razvili na tak visok nivo. In to nam priznavajo celo v svetu. Hvala Bogu je, če bi temu lahko tako rekel, je bilo po osamosvojitvi leta 1991 oziroma 1992, ko smo bili zopet sprejeti radioamaterji v mednarodno organizacijo Slovenski radioamaterji, imamo ta privilegij in to spoznanje, da imamo močno podporo tudi v naši državi. Pomeni, posebej bi se mogel zahvaliti Republiški upravi za zaščito in reševanje. Ta nam ogromno pomaga s finančnimi sredstvi za organizacijo. Nenazadnje imamo tudi sedež v bi rekel, poslopju Republiške uprave za zaščito in reševanje. Seveda imamo tudi obveznosti, za tem namenom moramo izvajati izobraževanje, delati na raznih projektih, biti na razpolago, kar rade volje delamo pri kakršnihkoli nesrečah. To se je pokazalo ne samo recimo ob žledolomu, tudi o poplavah, rabimo pa zato ljudi. Recimo, če smo kritični ob letošnji poplavi, smo bili na razpolago, ampak bil je problem, ker pa v nekem določenem delu Slovenije, recimo v Solčavi, ni bilo radioamaterjev in je trajal en dan oziroma celo dva, da smo do tam pripeljali, dostavili tehniko za komunikacije. In to kaže na to, da moramo do takih zadev biti kritični, ampak in delati naprej, da pač, bi rekel, izboljšamo to svojo aktivnost.